pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robe. Pozdravljen, Matevž. Mislim, da kar nadaljujeva tradicijo, da nimamo gostov. Bojo gosti, tako kot sem že zadnjič rekel, ampak trenutno se dogaja tako veliko nekih dogodkov, na katerih sva udeležena, da imamo več kot dovolj materijala, da v bistvu te dogodke malo pokomentirava in jasno povedala tudi poslušalcem, ki morda niso imeli priložnost udeležiti teh dogodkov, kaj se je tam novega slišalo. Tako da danes smo planirano en dogodek, v bistvu to je Adriatic BIM Academy. Ta je bil 9.10.2018, priredil ga je pa Pilon v sodelovanju še z nekaterimi, ampak Pilon je bil tisti, se mi zdi, kar glavni organizator. Tam sem jaz bil, Robi, ti nisi bil. Te bom najprej vprašal par tistih pomembnih stvari. Kakšna je bila lokacija, glede na to, da smo mi dva našla to lokacijo prvo? Zdaj, v bistvu mislim, da je tista lokacija, ki smo mi našla, že takrat dobro delovala. To je bil za lansko letni CBIM. Torej, to je v bivšem Monsu, kaj je to Four Seasons by Sheraton, zdaj to je na Brdu. Je Brdo, ne? Ja, vse je. Manda, ne vem. Mislim, kot Ljubljančan bi moral vedeti, ne, ampak... Naslov je Pod za Brdom 4. Tako da je na Brdu, ja. Tako da v tistem hotelu. Res pa je, ne, da ko sem tja prišel, pa sem bil kar, recimo, dosti zgoden, ne, me je skoraj malo mikala, da bi šel še eno konferenčno dvorano naprej od tiste, kjer je bil ta dogodek. Kaj praviš, kaj se je pa tam zraven dogajalo? Pojma nimam. Na 4 kolesih je bil. Nov Audi Q8 so predstavljali. Zdaj bi te najprej vprašal, če je Audi sponzor. Če pa ni bi mogel reči 4-kolesno vozilo. Niso. Mogoče pa kdo iz Audija posluša to, no? Tako da prosim. Se pravi, 4-kolesno vozilo so predstavljali. Tako, ja. Neimenovano vozilo. Tako da, ampak moram reči, da mi ni bilo žal, da sem kar ostal tle, kamor sem nameraval jeti, ker je bil dogodek zanimiv, v eni besedi zanimiv. Morda si tudi kaj novega zvedel, predvsem se je pa v bistvu videl nekaj, se pravi globalo je recimo bil zelo tako, če bi moral nekako oceniti, zelo arhikedovsko obarvan. To posledično dejansko pomeni, da je po mojem velika večina prisotnih bila arhitektov. Kar ni nič narobe, ne? Imam kar nekaj dobrih prijateljev, ki so arhitekti, ampak morda se je zaradi tega tudi dobila ena močkan drugačna slika o BIM-u, o procesu BIM-a, tako da ampak to že morda hod malo v samo vsebino. Tako da je kakšno drugo vprašanje še? Ne vem, vprašanje je veliko, ampak jaz predlagam, da greva čez program. Ne bi sicer vsega razlagala, ampak mogoče, da malo poveš, kaj kdo kje povedal, ker vidim, da je ta program čisto obvladljiv, pa kako besedo pri vsakem pokomentiraš. Jaz te bom pa zaslišval. V bistvu moram reči, da je vsaj konferenca, tako ko sem tja prišel, v bistvu bila lepo organizirana. Veš, kakšen prostor tam je, ne? Oziroma v enem drugem konferenčni dvorani smo bili, ki je bila majčkeno manjša kot tista, ampak če prav zdaj pomislim, v bistvu bila kar ista. Tako da recimo, da je bilo 100 plus udeležencev, tako da je bilo kar polno. Je pa, moram reči, tiskaj malo ponovati kaj zapovedati čez sam
potek, v bistvu, koliko zamude se je kdaj predelali, moram reči, da so bili kar v redu. Ne? Bilo mačka zamude, ampak spet neomembna vredno, tako da je zelo pozitivna. Imeli so pa tudi eno moderatorko, ki v bistvu, ja, to moram povedati, v bistvu cel dogodek je bil v angleščini. Kar je nič narobe, ker je bilo tudi zelo veliko, ali pa skoraj večina, tudi predavateljev oziroma tistih, ki so predstavljali tujcev. Morda ni bilo najbolj posrečeno z moderatorko, ampak na trenutke je bila zelo duhovita, tako da je pohvalno zaradi tega. Ne? No, ampak začel se je tako, da je bil pač nek nagovor, ki vemo, Matjaž Like, z Pilona, zelo korektno povedal. Začel se je pa z nečem, ki morda bi morala enkrat narediti eno posebno oddajo podcasta. No in naslov tega predavanja je bil Why OpenBeam Works. Ojoj, ne? En Rob Ruff, ne znam niti dobro izgovoriti, drugače z Nizozemske, na Graphisoftu dela, ima tudi svojo konzultantsko firmo. No in je nekako predstavil ta BIM oziroma OpenBeam skozi oči Arhicada, pa tudi nekako želel pojasniti, zakaj ta OpenBeam dela ali pa zakaj bi ga morali uporabljati. Ne? Zdaj, koliko so se včeraj pogovarjali, imamo najbrž zelo mešane občutke okoli tega. Tako da je kot rečeno, morda enkrat bi se morali samo o tem pogovarjati, ampak nekako je tudi, se mi zdi, na trenutke se mi zdi tako mačkan preveč marketinško bilo, v bistvu z izjavami kot Arhicad is BIM from the origin, a veš, halo, prosim, takrat, ko je Arhicad nastal, ni bilo govora o BIM-u. Ampak v redu, no. Pustimo to malo širše razumeti. Ne? No, v naslednjih dneh je bil še drug dogodek, ki so ga že napovedali in so bili tudi tam predstavniki Graphisofta in meni tudi tiste majice njihove niso všeč, ne vem, IFC, OpenBeam without bullshit ali nekaj takega. Ti se mi zdi tako zelo, že skoraj malo čez rob, no. Sploh pa zato, ker sem se nagledal predstavitev, kjer so ljudje govorili o tem, kako OpenBeam v Arhicadu deluje, obenem so pa razlagali, da rabiš približno en mesec, da nastaviš eksporter, da potem dela v redu. No, zato tudi, ne vem, pomisliki okoli tega in kot rečeno enkrat, bi res rad nek jasen odgovor, ali zdaj to razumem kot marketinško naravnano zadevo, v bistvu, ok. Včeraj sem šel dejansko gledati polna, tako kot si rekel, ne, da obstajata recimo 2 kampa, eni so za OpenBeam, drugi pa niso toliko. Ne. In jaz se bolj manj o tem sprašujem toliko daleč, da se sprašujem, koliko časa bo Nemček dejansko to vzdrževal. Ker Nemček zdaj ima pod svojim okriljem Arhicad, Allplan, ne vem, še kakšen modelirnik, za katerega sploh nisem slišal. Da mi ti povej, koliko časa bojo to še nekako to ločeni programi, ali bojo en čas rekli, sorry guys, ne, mi bomo sam Nemček brand, in bojo to sam Nemček modeler, Nemček to, Nemček tisto, in bojo pobrali v bistvu iz vseh teh programov najboljš, zapakirali kot celota in to v bistvu potem še zmeraj nalepko dali OpenBeam. Ne? Ampak realno pa res, mislim, ne vem, no? Malo se čudim glede tega, ampak jaz sem v bistvu govoril malo z ljudmi okoli tega, tak, mislim, to smo malo debatirali, to ni nič uradnega in ne vem, ne, ampak jaz osebno mislim, da do tega ne bo nikoli prišel, zaradi tega, ker
recimo Allplana, Alplana, kakorkoli bomo temu rekla, ne, izven nemško govorečih držav praktično ne poznajo. Ne. Se mi zdi, da je Nemček toliko orientiran pa pozicioniran v Evropi, da ne verjamem, da lahko oni to rebrandajo, ker Arhiket je pa povsod, ne. Res, Arhiket Avstralija je full Arhiket, ne. Tam je pač 50-50, se mi zdi. V ZDA najdeš Arhiket, povsod ga najdeš, ne. Tam Hongkong, Kitajska, povsod ga imajo, ne. Ampak Allplana pa praktično ne poznajo. Po drugi strani pa recimo Bentleyja v Evropi praktično ni, ne. Mislim, bil je, vem tudi, da sem imel podružnico v Angliji, verjetno jo še imajo, ampak ni prišel, ne vem, zakaj se ni uveljavil, recimo, ne. In mislim, meni ta OpenBeam, ja, ok, Arhiket, OpenBeam, vsi se strinjamo, da je Arhiket boljši, kar se tiče formatov OpenBeama, ampak to ne deluje, da bi out of the box delal, ne. Tudi s tem se je treba ukvarjati. A veš, tako da, ne vem, se pravim, ta OpenBeam bilo je ogromno enih predavanj, bom tudi v naslednjem daju govoril o tem, ko je bilo to tudi na Build Academy, pa na Build konferenci bil en gospod Nathan Hildenbrand, ki je zelo zagovarjal OpenBeam in kako deluje in vse, potem sem šel pa na njegovo predavanje in je najprej rekel, da OpenBeam deluje, vsi bi mogli to OpenBeam, potem je pa razlagal, da je ne vem koliko časa porabil za to, da je nastavil vse eksporterje, ampak da zdaj pa res dela, ne? Ampak potem sem ga pa vprašal, pa, a res dela ali dela tako, kot vi pričakujete? Rekel, ja, saj tako jaz pričakujem, bi morali delati, ja. Dobro, ja. Ja, dobro, ne, sej to pravim, ne, dajmo vsi malo z distance pogledati, pa mogoče, ne vem, bo stvari drugače izgledale. Kot rečeno, v bistvu morda so mi da premalo vključena v samo, veš, kot day-to-day modeliranje, ne? Ali pa v bistvu delo na večjih projektih takšnih, kjer bi se to zahtevali, pa nama te stvari nekako niso zelo jasne. Tako da še enkrat pozivajo poslušalce, povejte, ne? Kako je s tem realno. Tako da bi bilo je pa za razmišljati o tem, no? Bom tako rekel. Ne? Se mi zdi, sicer ni enoznačnega odgovora, ali je v redu ali ni v redu, ampak se pravi, tako kot sva midva trenutno raziskovalca in tako naprej, se mi zdi, da jasno bi bilo smiselno zagovarjati OpenBeam approach. Je pa to morda malo drugače, kot je v praksi. Ne? Ko si ravno pozval poslušalce, sem se ravno kar spomnil, da sem nekaj pozabil na začetku, daj povedati, kar sem obljubil na eni od konferenc, ki je bilo v preteklih dneh. Nekdo me je pozval, da vedno hoče pisati nama, pa kaj komentirati, pa potem vedno reče, ne bom ga poimensko imenoval, ve kdo je, ker pravi, da vse oddaje posluša in bom rekel tak, evo, priložnost, da pošle svoje mnenje, pa da malo podiskutiramo o tem. Ja, se pravim, tudi najno tista hitra vprašanja, ki so jih vozila skoraj 2 leti, so se zaključili s tem OpenBeam dali, ne, in je bil kar nek konsens, da OpenBeam da, ampak vedno je bil nek čez zraven, ne, da trenutno pač še ne dela tako, bi ljudje pričakovali. Jaz mislim, da bom tako rekel, jaz sem bolj občutek, ne, da so vsi ali pa večina, ne bom zdaj vse v en koš metal, ampak da so tako odgovarjali kot v smislu, veš, da si politično korekten, ne? Jasno, da bo zagovarjal nekaj, kar je odprto, standardno in ne vem kaj že vse. Tudi to je v bistvu, se mi zdi, v naravi ljudi, da želijo v bistvu, ali pa vsaj te, ki so na to odgovarjali, ki so bili gosti, so nekako motivirani, da bi na ta način razmišljali. Je pa vprašanje, no, koliko je to bilo tako res mišljeno. Ne? No, ampak pustimo zdaj to, da reč bo tole do jutra zjutraj delala. Ampak v bistvu sam en citat od predavatelja, ne, ki se mi pa dejansko vtisnil v spomin, je pa naslednji. Collaboration is a mindset, not a file format.
Ta je pa dobra. Ta je odlična in to govori absolutno mimo OpenBeama. To pa je tudi res. A ni res? No, to sem jaz najprej pomislil. Pa to nima veze z OpenBeamom. To je v bistvu sodelovanje na nivoju, sodelovanje med ljudmi v bistvu konc koncev. Vse ostalo so tehnični detajli, če je volja v ljudeh, se jih reši. Če pa te volje ni, pa lahko imaš ti OpenBeam, ne vem, koliko standardiziran, ne bo delal absolutno nikoli. S tem se pa absolutno in več kot strinjam. Tako. S tem si spet dal veljavo moji zaključni nalogi. A veš? Ja, res je. Ja. Ne, s tem se več kot strinjam. In mi je pa tudi zanimivo, da so slovenski predavatelji na teh zadnjih konferencah kazali vse te sheme sodelovanj, ki so jih imeli, pa ne vem, koliko podjetij sodelovali pa to, in so čisto odkrito in javno povedali, da bi radi imeli povsod IFC-je, pa se šli OpenBeam, ampak da večina modelov je bila skoordiniranih s formati, ki nimajo veze z IFC-ji. Ampak to zato, ker je pač to delovalo, da izvažajo se samo v zadnji fazi in to izključno zaradi tega, ker niso imeli časa in volje, da bi se vmes ukvarjali s tem, kaj se je prenesel in kaj ne. In v tem primeru je čist vseeno, ali IFC v Archicadu deluje, ali deluje v Revitu, ali kje ne deluje, ali kjer ne. S tem, če spet tega gospoda Nathana Hildenbrandta citiram, on je rekel, IFC deluje, ampak je treba urediti vse translacije na strani Archicada in vse translacije na strani Revita. In potem smo spet kje? Ampak to sta šele 2 programa, ne? Ja, seveda, to sta 2 programa, se to hočem reči, ne? Kje so še vsi ostali? Ker ena izmed poant predavatelja je bila pa naslednja. Zakaj se sploh je to OpenBeam? Je to, da lahko, v bistvu, kot je on imenoval, da uporabljaš best of class software. V bistvu dejansko programe, ki so najboljši za svoje področje. Ampak zdaj, kaj to pomeni? Da za 100 različnih programov prirejal IFC eksporte, po možnosti isti IFC eksport ne dela za Revit, pa za ne vem kaj, za nek računski software v bistvu. Ne vem, to se meni tako zdi kar tak malo ne čist trivialen problem. Res je. No, ok. To je bilo šele prvo predavanje od kar nekaj njih. Tako da že eno, deva iti naprej. Imaš kakšno vprašanje? Ne, da gremo naprej. No, naslednji je bil pa v bistvu najin kolega Tomo Cerovšek, ki je predstavil BEAM A+, European BEAM Master Study. Zdaj, to je pač, moram reči, da sva posredno tudi mi v to vključena, oziroma neposredno v to vključena, tako da pač predstavlja en Erasmus program. Trenutno je FGG skupaj s Politehnika Milana pa Univerzi iz Minja na Portugalskem sodeluje v tem evropskem projektu. No in smo zdaj v tem prvem letu, pripravljalnem letu, in naj bi se dejansko ta študij European BEAM Master naj bi se začel z letom 2019-2020, študijsko leto. Tako da je zelo zanimivo. Bo polinkala tudi spletna stran. Potencialno zanimivo tudi za tiste, ki so zaposleni, pa bi radi izvedeli samo neko določeno manjšo zadevo, ne se udeležili celotnega študija. Tako da je zelo zanimivo tudi z vidika financ, ker so tam neke štipendije, ampak to bi bilo že preveč reklame za tale podcast okoli tega študija. Pa skratka, to me to predstavo. Mislim, da je bilo kar precej zanimanja, kot sem se jaz okoli z drugimi potem pogovarjal. Predvsem za to možnost, da bi samo del tega študija udeležili. Ok. No, lahko nekaj dodam? Absolutno.
na konferenci, eni prihodnji konferenc, pa ki bo tudi naprej predstavljen, sem govoril z enimi gosti mislim, da je bil nekje iz Srbije, nekje iz bivše Jugoslavije, in je mi začel razlagati, da obstaja v Veliki Britaniji neka univerza, kjer lahko izbereš BIM program preko interneta, traja 1 leto in na koncu dobiš masters naziv BIM manager. In da zelo veliko ljudi se zdaj tam gor prijavlja, zaradi tega, ker lahko vse online počneš. Kar se mi zdi tako zanimivo, obenem se mi zdi zelo čudno, ampak tako se mi zdi, da bi na tem mestu bilo treba omeniti. No. Absolutno. Ne? Ena poanta, se mi zdi, tega programa je morda predvsem spoznanje, da to čisto online predavanje zelo težko dela. Mislim, jaz to predavam v bistvu enim študentom v Kork na Jersko, pač ravno včeraj zvečer smo to imeli. To je kar težko. Ne? Včasih dejansko dobiš občutek, da se pogovarjam sam s sabo, še bolj takole, ko snemava podcast. Ne? Tako dejansko tebe slišim, razumem v bistvu in vse. Ne? Tam pa jih prosiš za nek feedback in na koncu imaš občutek v bistvu, da jih sploh ni zraven za računalnikom, ne? Da so sam gor zlogirani in da jih ni. Ne? To bi še omenil, da so mi to šolo predstavili v smislu tega, da se vpisujejo samo zato, da dobijo nek naziv. Ja. In tako da očitno to tam ni prioriteta, ravno kvaliteta, ampak kvantiteta. No, zakaj pa to omenjam? Zato, ker sem želel poudariti, da pri tem študiju pa to ravno obratno. Ne? Tu je pa poudarek predvsem na znanju, ki ga bojo pridobili, ne pa toliko na tistem nazivu. No? Zato sem to začel omenjati. Ja, res je. Na naslednje predavanje je pa Marin Račič z Hrvaške. Je predstavil pa en projekt, ki so ga imeli v Poreču, kjer so načrtovali tako neko letovišče, 5 zvezdic, Fontana, ne vem, če ti kaj poznaš, tam nek polotok, ampak tako camping, glamping, ne vem, skratka, ni da ni, ne? No in je pač govoril o celotnem procesu. Najboljše je bilo, ko je rekel, da je en izmed ciljev, ne, vsega tega, pa BIM, pa ne vem, izmenjave podatkov, pa Open BIM, jasno, spet je tudi reduce cost. Pa je rekel, did not work. in so iz 50 milijonov, ki so želeli investirati, pa zdaj mislim, da je že tako proti koncu in gradnja in vse, ne, so jih še dodatnih 10 ali 15 porabili. Tako da očitno to samo po sebi ne deluje, ne, čeprav imaš veliko želje, da BIM ali pa recimo nekje prebereš, da pa BIM ti omogoča neke prihranke. Ne. Enostavno BIM sam po sebi ne garantira zmanjševanja stroškov. To pripelje najbrž pravilno načrtovanje, pravilna izvedba in vse tako naprej. Tako da BIM samo omogoča, je pač orodje, ki potencialno bi lahko omogočala to, da imaš vse te stvari bolj pod kontrolo, kot si jih imel do zdaj. Ne? Ampak kot rečeno, samo po sebi, zato ker rečeš, mi bomo pa naredili po BIM-u, ali bomo pa BIM uporabljali, to že nič ne pomeni. To je pač praktičen prikaz tega, da orodje, oziroma karkoli rečemo tem orodje, pristop, karkoli, sam po sebi nič ne pomaga. Ne? In smo spet pri tisti kolaboraciji oziroma sodelovanju. Je pa v bistvu pač predstavljal tudi, ne vem, kako detaljno so imeli določene ta level of detail pa level of information, da so nekateri to razumeli, druge bo treba vse naučiti. Skratka, bilo je ne vem koliko firm zraven, ki je to delalo. Ne? Vključno tudi z enim arhitekturnim birojem, ko so imeli ta glaven,
paviljon za narediti, ki pa sploh še niso Beama uporabljali, absolutno nikoli. Si predstavljaš to? Oni so imeli v samem načrtu, mi bomo Beam uporabljali in potem so dobili na natečaju, nekdo je dobil, pač je bil zbran na natečaju za ta osrednji paviljon, ki pa sploh Beama sploh še nisem nikoli uporabljal, ne? Je rekel, da je sicer v začetku veliko težav, veliko tega, ampak da so se potem pač naučili. Ampak jasno, to so spet arhitekti. Te pač zelo hitro pač vzamejo tisti arhitekt za svoj, reče, v redu, bomo pomodelirali na ta način v bistvu in je to, ne? In se ne sekirajo, kaj predosti. Je pa v bistvu še ena zadeva je, tako tehnološka, kako so imeli to postavljeno, se pravi, so to sodelovanje. Dejansko so uporabljali Beam Cloud, se pravi, to je od Graphisofta, ta Beam server, za pač izmenjavo teh modelov in tako naprej. Pa so uporabljali Dropbox in Google Drive za pač dokumente in tako naprej, ne. In pa je rekel, da je to štorija zelo zanimiva, ne, ko enkrat ugotovijo eni, da na Dropboxu pol stvari manjka, ne. Zaradi tega, ki je en vrli najbrž sodelavc ugotovil, da mu zmanjkuje diska pač prostora na lokalnem disku in je začel malo brisati tam po Dropboxu. In jasno, to sem pobrisal vse, ne. Tako da, ja, štorje, no. Ampak je rekel, še dobro, da ima Dropbox v bistvu to možnost, da za en let dejansko delajo verzija in lahko dobiš nazaj, ne. Tiste stvari. Ampak fora je, da je ravno zdaj, ko je teden kibernetske varnosti ali meseca, kakorkoli, pa skozi govorijo, da najšibkejši člen pri varnostnih incidentih je vedno človek. Ma ja, to je to, ne. Ampak to, še dobro, da so dosti malo ugotovili, v bistvu, pa da so bili dosti nekako hitri pri vsem tem, ne. Te stvari dejansko ne pomisliš, ne. Ko tam neki delete stisneš, rečeš, super, bom jaz 20 giga nazaj na disku dobo, ne. Skratka, meni se je zelo dopadlo to predavanje, ne. Tako zelo na zelo praktično zadevo orientiral, ne. Zelo povedal, tako kot je, nič ni benga ulepševanja. No, potem je pa Gordana Radonič, sicer iz Beograda, ampak dela na Graphisoftu na Madžarskem. Je pa predstavila Parametric Design in Beam. Celo to štorijo v bistvu od tega, kako modelirati, kako so te povezave z Archicadom, potem zaradi tega, ker jaz sem skozi nekako živel v prepričanju, da je ta Rhinochers oziroma Rhino po domače, pa kratko, pa Grasshopper dejansko od Graphisofta. Ampak to sploh ni res, ne. To je čist svoja zadeva in zelo zanimivo v bistvu to, kar je Graphisoft potem za Archicad naredil, je predvsem samo ta umestnik, ne, kako avtomatično z Rhinochers pa Grasshopperja v bistvu modelirati kar direktno v Archicad. Tako da je absolutno zelo lepo, slikce fenomenalne. Je pa res, da je v ta zadnji verziji Archicada tudi zdaj možnost iti v drugi smeri nazaj, ne? Tako da v Archicadu nekaj dodaš, pa se to prenese in se vidi v tem modelirniku Rhino, ker prej je bilo to zelo težko ali pa praktično nemogoče narediti. Ja, to se tudi potem na ostalih dogodkih zelo veliko govori o tej povezavi. To je pač novost, očitno, ta nove verzije, kaj 22, karkoli že od Archicada. Sem dobil lep prospekt tam na dogodku. Me je pa zmotil, to me je zmotil v bistvu, da samega programa pa sploh nisem dobil, ne? Ker je bilo zelo čudno. Ampak, v redu. Če sem si z interneta dal spravil. Ne? Kaj bi bilo pol? Če gledam po programu, neki Beam Tech Tool. Ja, Beam Tech Tool. Ta je bil tudi zanimiv. Ne? Sicer pol, ko sem šel malo bolj raziskovati na spletno stran,
nisem bil več tako navdušen, ampak konceptualno se mi je zdel pa zelo cool. Skratka, BIM-Tech, ena firma Češke, dela jo en plugin za vse modelirnike. Se pravi, imaš en in isti plugin, oziroma bom tako rekel, oni so rečete, da je en in isti plugin, v bistvu ni en in isti plugin, v bistvu to, kar se oni trudijo, je narediti enako funkcionalnost v enem pluginu za Archicad, pa isto funkcionalnost za Revit, pa za Allplan in tako naprej. Ne? Tako da na njihovi spletni strani je v bistvu to vse lepo opisan, ampak že ko začneš primerjati, kako je s temi plugini na različnih modelirnikih, bom rekel tako, da dobiš občutek, da vse nekaj preferirajo napram drugemu, oziroma pač jasno, razvoj terja svoj pač nek čas in enostavno vse to sporedno delati je zelo, zelo težko. No? Saj jaz imam tak občutek. Pa še ena zadeva se mi zdi pomembna, je to, da ima tak zelo zanimiv poslovni model, kjer je sam tak plugin v bistvu zastonj. Brezplačno se ga prenese, namestiš in potem pač lahko to uporabljaš, ima pa ene zelo zanimive funkcionalnosti, ta plugin, vključno od tega, da ne vem, je pokazal en demo, kako vneseš 3D točke ali pa satelitski posnetek, ne vem, je tle naredil primer Ljubljanskega gradu, z vsemi katastri in to v tako klik 2, 3, 4 in si dobil kot podlago vse te podatke v Archicad noter v res v 2-3 sekundah. Tako da zelo lepo tisto, kar je pokazal, je zelo lepo delano. Zakaj pa potem nisi bil tako navdušen? Kot rečeno, to, ker mene zmotijo te izjave, v bistvu. Ja. Mislim, vse konceptualno je super, ne, da rečeš, ok, en plugin delam. Ne, da delam plugin, v bistvu konceptualno bi bilo drugače, ker bi rekel, ok, bom naredil plugin za vnašanje, ne vem, satelitskih posnetkov, plugin za vnašanje katastrov, plugin za, ne vem, une podatke, pa za tretje podatke, pa za četrte podatke. Ne, tle je v bistvu vse skupaj v enem kosu, ne. In v bistvu dobiš, očitno imajo tako narejeno, da se bo to zadevo nadgrajevalo počas, vključno tudi z pač firmami, ki prispevajo svoje podatke oziroma podjetja, ki omogočajo, da so njihovi podatki dosegljivi skozi ta plugin. Pa sta bila tam omenjena od Knauf Installation do Juba, recimo, pa še nekaterih, no, kar sem se zdaj nisem zapomnil, ampak v bistvu na spletni strani so pa lepo napisani. Ne? In očitno je pač poslovni model, da ne boš oni njim kaj plačajo, zato da so lahko tam noter vključeni, medtem ko je plugin, je pa za uporabnike, je pa zastonj. Tudi meni se je super, no, jaz sem bil prepričan, da bo zdaj neko ceno udaril na konc, koliko to stane, ampak je ne rekel, ne, greste lahko tjale, pa ga prenesete zastonj. Tako da najbrž, kdor uporablja, ne vem, te stvari, je pametno, da je to pogleda. Kaj je bilo pol? Odmor je bil tudi, ja. Odmor, super odmor, v bistvu catering je bil tak, kot zmeri tam v tistem hotelu. No in bilo je pa tudi, kot rečeno, kar nekaj ljudi, tako da se je bilo kaj za pogovarjati. No. Po odmoru sem bil pa še na 2 ali 3 predavanjih, potem sem pa nažalost moral jeti. Tako da enih par na koncu nisem uspel pričakati, ampak upam, da bomo imela enkrat priložnost tudi za avtorje teh predstavitev govoriti, ampak ni še konec. Ne? Ker po odmoru je imel pa predavanje en Španec, ki ima iz Barcelone, ki ima arhitekturni biro zelo dobrim imenom. A vidiš, kakšnim? DDV arhitektura. Vem. A si povem? Povej.
Ti povem nekaj, da boš presenečen. No, tega človeka sem jaz srečal tudi na Biltu. Mislim, da to je bilo kar tako, ok, idemo se preseliti v Ljubljano, ne, za en teden, ker to je bilo v torek, ta Bilt konferenca, potem, kaj je bil četrtek, petek, ne. Sobota, četrtek, petek, si bil cel teden lepo v Ljubljani, obdelal dve konferenci na isti mah, ne. A si ga poslušal kaj? Sem. In kako si ti zdel? Mislim, človek je predstavil se in on je pač samostojni arhitekt, pa nas bi temu rekli SP ali pa freelancer. Je zelo se usmeril v Archicad. Če se ne motim, sodeluje po vseh katalonskih združenjih in odborih in v Building Smartu in neke knjižnice elementov so delali vse. Zdaj, moj občutek je bil, dela zelo veliko stvari, dela zelo dobre stvari, ne zna pa predavati. No, zdaj pa ti svojega povej. Robi, čakal sem, da boš to rekel, ker začel se dejansko tako, da sem mislil, pa jaz ne bom zdržal 5 minut še. No, jaz nisem zdržal. Aha, nisi zdržal. V bistvu je pa dejansko bilo tako, ko sem potem nazaj razmišljal. Je tako, da dokler ni prišel dejansko do dela, ki mu res leži, ne, ki je res v bistvu to, kar on dela dnevno, ne, do tam se je v bistvu lovil in ni znal to nekako zvezno ali pa tudi morda malo na smešen način ali pa zanimiv način povedati. Ampak potem, ko je pa prišel do svojega področja, tam se ga pa praktično ni dal več ustaviti in je bil to kot čisto drug človek, ne. Res sem dobil tako občutek, ne? In kot rečeno, v začetku se mi je zdel, kje so tega pripeljali v bistvu, ampak na koncu je pa tako, je zelo pač ok, majhna firma ali pa en človek, ki to dela, ne? Ampak v bistvu se obrača, se znajde, dela dejansko veliko stvari. In kot rečeno, je tudi zelo suverena pa naprej povedati. Tako da to, kar bi jaz tle izpostavil, je tisto, ker enkrat smo imeli sicer malo predavanja oziroma pač pogovarjali smo se o agilnih metodologijah in je on tam v bistvu tako meni na dušo pihal skoraj, ne, ker je tam Scrum omenil, pa Kanban, pa takšne stvari, ne. In to vse pač dela tudi z svojimi sodelavci, tako da zelo zanimivo, no. Se mi je zdaj slišati enkrat, da je to dejansko nekdo rekel, no. Ker enostavno nisem navajen, da bi nek arhitekturni biro ali pa v bistvu gradbena firma v bistvu kaj od tega uporabljala. No, jaz sem sicer rekel, da nisem držal, jaz sem bil do konca, ampak očitno v tistem predavanju ni prišel do tega, kar mu leži, ker je bilo skozi, pa tam so bila predavanja po 75 minut. Ja, razumem. In enostavno ni se sprostil in tudi slajdi so bili tipično špansko kaotični. Ja. Tako in pač nismo... Niste se ujela, ja. Nisva se ujela. Ja, tle so bila predavanja tako 20-25 minut, ne. Tako da se pravim, da če dejansko nisi zelo suveren pri predavanju, tako za več kot 45 minut skoraj ne moreš pripraviti, ne. Ker od 45 minut, ki je do 60 minut ali pa do 75, to je pa pol, rabaš pa res dejansko še enkrat več ali pa 3-krat več materijala za to, da dejansko poveš pametne stvari, ne. Da rad se začne te stvari ponavljati in tako naprej. Ok. No, poleg po bistvu bi en predavanje na temo Designing Landscape in BIM with Land 4. To ne bi imel en predavatelj Søren Ross iz Danske. No, ta ni prišel, tako da tukaj se je dobil skoraj pol ure v bistvu noter, tako da so bili on time, ne, nazaj. Potem pa sem bil še na enem predavanju, je pa v bistvu The Power of Custom BIM Libraries,
Ko ste ga imeli pa v bistvu 2, to predavanje je bilo dejansko, jaz sem mislil, da bo to nekako povezano, ampak izkazalo se je to, da sta samo 2 primera. Eno je bilo od podjetja Ensol 360, druga pa od Trima. No, ta Ensol, meni se pač ta prva predavateljica Kaja Joksič iz tega podjetja Ensol 360 se mi je zelo dopadla. Jo moramo povabiti, če slučajno kdo posluša ali pa ona posluša. Mail bomo poslali, ne? Bova poslala. Ker se mi zdi tako idealen primer, ko BIM kot tak ni nujno samo BIM v smislu zgradb, ampak to, kar oni delajo, so karting proge, kjer imajo BIM knjižnice oziroma jasno v začetku so štartali s tem, da so dejansko vse modelirali, pa ne imeli nekih dodatnih specifičnih BIM knjižnic, ampak potem so to naredili in v bistvu pač use case je fenomenalen, ko v bistvu pač dobiš celotne te proge, potem pač gre to v proizvodno, kosovnice, dobavnice, skratka vse to praktično izvira potem iz teh podatkov. Zelo, meni se je predavanje zelo dopadlo, v bistvu kot rečeno, za spremembo nekaj drugega kot pa arhitektura. Potem pa je imel še Mitja Vovko s Trima predavanje. Naš stari znanec. Naš stari znanec oziroma naš stari znanec, kjer bom rekel tako, vse ga je zelo super poslušati, slajdi so zmeri fenomenalni, vid samo, da je arhitekt, ne. In to res tako zna vizualno prikazati v bistvu stvari, ampak vsebinsko je pa to, kar smo že dostikrat slišali, ne, od tistega neimenovanega podjetja, ki ima ime na eno sadje, pa dela ene pametne telefone, ker je jasno bilo smešno, ne, ker je v enem slajdu je to rekel, v drugem slajdu je pa Tim Cook na slajdu pa predstavlja določene stvari, ne. Mislim, halo. Ampak kakorkoli že je, se je super slišati zmeri, da kako to včasih to možno dela. Predvsem se mi zdi pa, da je tle ta nauk, ki ga Trimo, pa tudi Mitja zmeri podajate, v bistvu to, da enostavno se ne smeš ustrašiti. Ne? Če ti nekdo reče, a znaš ti narediti, rečeš, ja, znam narediti. Ne? Čeprav ti smo sploh še nisi slišal. In to se mi zdi, da je bilo nekje sem ravno na YouTube ali nekje sem zasledil v bistvu. Kako v bistvu je nek video, kako spremeniti v bistvu življenje ali kaj podobnega, ali pa odnose, ali kaj v tem smislu. Ne? In je to, da začneš na vse stvari z ja odgovarjati. Ne? Ja, bom to, ja, to me zanima, ja, to bom jedel, ne vem, karkoli že. Ne, da je v bistvu nekako smo lahko včasih malo zadržani, pa zadrti, pa v bistvu nam gre vse narobe, pa zmeraj rečemo ne. Dober nasvet. To sem jaz moram reči, da mislim, to zdaj gre pošla enkrat na internet, sem tudi sinu rekel, ne, ker zna včasih biti malo zoporen, tipičen najstnik. In sem rekel, sam začni na karkoli ti rečeva, kaj v bistvu najprej reči ja. Ja, bom to naredil. Sej pol se že vidi, v kakšnem obsegu določena stvar narediš, ali ti se res pol zanimiv ali ni zanimiv, ampak če niti ne probaš, če niti ne začneš, potem pač ne veš. Ne? Ok, pol sem pa nažalost moral vedeti. Tako da na koncu so ostale še 3 predavanja. Od Graphisoft Training Center, ki ga je imel Gorazd, Rajh Spilona. Potem so bili še primeri v bistvu pač teh nekih izzivov pri načrtovanju Lidla, logističnega centra Lidla, ki sta ga imela Špela Štern pa Martin Lah Zeleje, pa na koncu še Fast Laser Scanning, ki ga je imel Aleš Lazar z Geoservice. Tako da se upravičujem vsem 3, ki enostavno nisem mogel biti prisoten. Pozabil si še enega, nek super forum. Res je. To pa ne poznam. Jaz tudi ne, moram reči, da ne. Bom pa pogooglil
bomo pa vse te stvari polinkali, no, tako da, ko rečeno, se upravičujem vsem 4 govorcem oziroma vsem 4 predavateljem, da sem moral nažalost oditi. No, da ti dam odpustek za enega od 4. Jaz sem videl to predavanje v Lidlu na drugem dogodku, ni bilo sicer točno enako, ampak je bilo v Lidlovem logističnem centru, ki ste ga imeli Martin Lah pa Grega Lajkovič, Pele žal ni bilo. Tako da bom povedal, kaj sta ona dva povedala v tem projektu. Zelo zanimiv projekt, pa jaz vsak dan mimo njega vozim. V bistvu, ja, kje pa sploh to je? To je, ko se pelješ po avtocesti iz Ljubljane proti Celju in je to na izvozu Žalec. Takoj, ko se pripelješ pred izvozom Žalec na desno, je v bistvu neka industrijska cona Arnovski gozd in tam so velik del nekega gozda so posekali in tam raste zdaj ta logistični center. Je pa res ogromen, res ogromen. A imamo še kaj za dodati? Jaz mislim, da je dovolj, pogovarjali smo se, da bomo povedali v 20 minutah, govorimo že skoraj 45 minut, tako da... Najbolj da nehala, ne? Najbolj da nehala. Ja, tako da danes bova se izognila tudi priporočilom. Mislim, da bo raznih povezav v zapiskih več kot dovolj za poslušalce, da preklikajo in da se te stvari pregledajo, tako da je najino priporočilo vsekakor je čez tele spletne strani se spoznati z temi dodatnimi zadevami. To je pa vse za danes. Robi, prosim poslušalce, da kakšen mail pošljajo. No, vse sem že dal nalogo tistemu, ki sem mu obljubil, ostali pa prav tako vabljeni. No, tako. To je vse za danes, Robi in poslušalci. Adijo. Adijo.